Živijo vsi, lepo pozdravljeni v novem pogovoru. Danes je naš gost dr. Kristjan Musek Lešnik, psiholog, profesor ter človek neštetih zanimanj in hobijev. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav. Najprej za začetek nam prosim povejte, kaj sploh je pozitivna psihologija? Aha, to je tako zanimivo vprašanje, ki ga velikokrat dobim. Mogoče najboljše, če se spomnimo na tisto prvo asociacijo na psihologijo. Recimo, ko sem bil jaz v srednji šoli, ko so enkrat prišli do mene in mi rekli, da sem vabljen k psihologinji šolski, to bil skoraj znak za alarm, ne. Se pravi, kaj je narobe, ne. In zelo velikokrat pravzaprav, ko slišite besedo psihologija, psiholog, ne, je asociacija nekaj je narobe, ne. In sicer zato, ker se dobrih zadnjih 100 let nekako psihologija več ali manj ves čas ukvarjala z vsem, kar gre lahko pri človeku narobe, ne. Psihologija je pač veda o duševnih procesih, ogromno se je ukvarjala z težavami, motnjami, stiskami, travmami, in je to dobro. Ker pravzaprav smo se v teh letih, teh 100 letih naučili ogromno o tem, kako pomagati ljudem, ko so v stiskah, kako pomagati ljudem, ko so ranljivi, ko se počutijo slabo, ko niso v dobri koži, a ne. Na drugi strani se je pa zanemarila ena druga reč. In sicer veliko manj se je ukvarjala psihologija s tem, kaj pravzaprav je pa tisto, kar dela človeka srečnega, zadovoljnega, kaj mu daje upanje, kaj mu daje optimizem. S temi stvarmi pravzaprav se pa ukvarjala dosti malo, in nekje v zadnjih 20 letih se je pravzaprav zgodil ta velik premik v psihologiji. Rodila se je ta reč, ki ji rečemo pozitivna psihologija, in ne pomeni nič drugega kot to, da se v tej veji psihologije več ukvarjamo z vsem tistim, kar dela človeka srečnega, zadovoljnega, kaj mu daje upanje, mu daje smisel v življenju. To ne pomeni, nekateri so razumeli, da to pomeni, da je to psihologija, ki hoče človeka narediti samo srečnega, ne. Človek ne more biti vedno samo srečen pa zadovoljen. Pridejo tudi žalostne stvari, pridejo tudi težke stvari, ampak je pa čisto drugače, ne, če v bistvu pomagamo ljudem razviti tiste veščine, tiste Američani rečejo temu life skills, ne, ki pomagajo človeku tudi lažje prebroditi mogoče težke stvari ali pa bolj neprijetne stvari, recimo takšne, kot je zdajle tale korona kriza in vse tisto, kar sproža pri ljudeh. Tako da to bi bil en tak odgovor. Mogoče bi najlažje rekli, da se je tradicionalno psihologija zelo veliko ukvarjala s kurativo, ne, se pravi z odpravljanjem, zdravljenjem težav. Pozitivna psihologija se pa ukvarja veliko več s preventivo, se pravi, kako okrepiti človeka, da je manjša možnost, da se mu bodo zgodile težave, problemi, če pa se bodo, bo pa lažje jih prebrodil. To je nekako to. Mogoče tudi to, kaj je tista razlika, ne, med najstniki ali pa med ljudmi na splošno, ki gledajo na življenje pozitivno, v pozitivni smeri, kot ste omenili, in pa med tistimi, ki imamo dejansko ali pa imajo dejansko ves čas nek strah, neko negativo. Kaj je razlika med njimi? Potem tudi kasneje, ko odrastejo ali pa v uspehu, ali lahko to kaj napovemo? Se da pravzaprav, zelo veliko se da povezati že z tako preprosto stvarjo, kot je optimizem, ne. Ena reč zanimiva pri raziskavah je, da kažejo, da ta optimistična naravnanost je en majčkeno genetsko že prirojena, v veliki meri je pa posledica teh vplivov iz okolja, zgodnjih vplivov iz okolja, ne. In če ima človek že kot otrok veliko teh izkušenj, da se da, da se zmore, da se stvari dobro zaključijo, da mu uspeva, ne, potem se mi zdi, da je to ena blazno dobra odskočna deska za naprej, da si tudi bolj optimističen, bolj pozitivno naravnan do stvari, ne. Tista reč, ki jo jaz vidim kot najbolj problematično v temle svetu danes, je ena preprosta reč. Jaz sem dostikrat delal s študenti eno tako zelo preprosto raziskavo. 2 tedna so moji študenti spremljali različne medije in so informacije, novice v medijih delili v 3 skupine: pozitivne, negativne pa nevtralne, ne. In so televizijo, radio, tiskane medije pa spletne medije
analizirali. In potem, ko smo se čez 2 tedna dobili, so vedno ugotavljali, da je v bistvu količina negativnih informacij veliko večja kot količina pozitivnih. Dobro, to razumemo, ker mediji seveda prodajajo klike, ljudje pa klikajo najbolj na tiste najbolj grozne, najbolj vznemirljive novice. Ne? Težava je v tem, da če ne dobimo enake količine pozitivnih, prijetnih informacij, kot na drugi strani tistih negativnih, vznemirljivih, potem počasi človek začne verjeti, da je vse skupaj okrog njega malo bolj neprijetno, kot je v resnici. Ne? Tako da tukaj bi rekel, mogoče, če se vrnem nazaj na tisto prejšnje vprašanje, mladi, ne, ste tako ali tako po naturi, imate en močen imunski sistem, ker mladi po naravi ste bolj optimistični, kot smo potem kasneje postajamo odrasli, ne, ali pa potem, ko se staramo, ampak zdi se mi pa, da je zelo pomembno, da se med vami čim bolj širijo pozitivne novice, dobre novice, stvari, ki vzbujajo optimizem, ki vzbujajo tiste zgodbe o uspehu, kako pravzaprav posameznikom iz vaših vrst uspevajo ideje, kako v bistvu rešujejo probleme. In to se mi zdi, da je pa ena taka neizkoriščena priložnost družbenih medijev. Da vas vprašam še to, ali je danes težko biti srečen, glede na to, da ste pravkar tudi govorili o tej poplavi, predvsem negativnih novic na medijih in kako lahko pravzaprav v tej poplavi informacij, slik, tudi kaj je mogoče prava sreča na socialnih omrežjih. A nam mogoče mediji, socialna omrežja in podobne stvari mogoče tudi vsiljujejo kakšno idejo sreče? Ja, bi kar rekel, ne. Včasih, zdaj pred časom sem imel na maratonu pozitivne psihologije eno predavanje in sem mu dal kar naslov Diktatura sreče, ne. Včasih imamo občutek, kot da, ko gledamo družabna omrežja, kot da bi pravzaprav mogli biti vsi vedno srečni, ne. Ta pritisk, ne, vedno so vesele slikce, ljudje so nasmejani na Instagramu, nikoli ne vidimo tiste druge plati. In je to potem en tak pritisk, ne, vsi so srečni, zdaj moram biti pa še jaz srečen. Še večji pritisk je to za nekoga, ki zaradi nekih razlogov, kaj vem, ena nesrečna ljubezen, ena slabša ocena v šoli, je v enem trenutku nesrečen, zagrenjen, ne, in zdaj tisti občutek, ne, potem še pride k drugim, saj bo vse v redu. Včasih ta pritisk kar malo prehud, ne, se mi zdi. A se da biti srečen? Absolutno se da biti srečen. Meni se zdi, da je tukaj ena taka zelo preprosta reč, ki jo vedno razlagam, en tak model, ki ga je razvil dr. Martin Seligman, on je začetnik pozitivne psihologije. Ne. On pravi, da mogoče ne sreča, to, k čemu rečemo psihološko blagostanje. Sreča je pa del tega, ne, se pravi to, da se dobro počutim v svoji koži, da temelji na 5 stebrih. Ne. En od teh stebrov in najbolj pomemben steber so v bistvu odnosi. Se pravi, če imam jaz okrog sebe ljudi, ki me imajo radi, ki me sprejemajo, jih imam rad, se fajn z njimi počutim, je možnost, da bom srečen, veliko večja. Druga pomembna reč so to, kar smo zdaj rekli, pozitivni občutki, pozitivna čustva. Če imam možnost čutiti čim več teh pozitivnih stvari, če sem čim bolj izpostavljen pozitivnim rečem, pa manj negativnim, to spet vpliva na moje počutje. Ne? Tretja reč je občutek smisla. Se pravi, da tiste stvari, ki jih v življenju v tem trenutku, karkoli že počnem, da so na nek način smiselne. Se pravi, vi hodite v šolo, občutek, da hodite v šolo, da ima en smisel, da to pravzaprav pomeni, da dobivate eno znanje, ene veščine, ki vam bodo kasneje v življenju pomagale, da se boste znašli. Pa verjemite, da res pomagajo. Jaz nikoli nisem bil poseben prijatelj s kemijo, ampak par let nazaj sem kemijo šele po novem odkril, ker sem se mogel začeti ukvarjati s trdoto vode, ko sem začel pivo variti, recimo. Tako da kemija je zelo uporabna reč, mogoče se vam ne zdi ta trenutek, ali pa se vam zdi tako kot katerikoli drug šolski predmet. Vsaka stvar, če jo znamo osmisliti, je to pomemben korak ali pa pomemben temelj tega občutka sreče, zadovoljstva. Potem sta pa še 2 stvari tukaj. Ena je
Seligman angažiranost, to je ta četrti steber, se pravi, da se čim več ukvarjam s stvarmi, ki mi res veliko pomenijo, ki se dobro počutim, ki padem noter, ki sem, če poznate tisti izraz v flowu, ki sem v flowu, ki enostavno uživam v stvareh, ki jih počnem. Ta peta prav so pa dosežki, ampak ne to tisti, ne vem, veliki, ogromni, ne vem, opravljena matura, narejen šoferski izpit, ampak tiste drobne, mehne stvari, mehne zmage vsak dan, ki se jih lahko razveselim, ki mi danes rata, recimo po dolgem času narediti kosilo, pa vsi doma reče, wow, tole je bilo pa dobro in tako naprej. Ne? Tako da vsak, a veste, tisti, ki pravi slovenski pregovor, vsake svoje sreče kovač, ne, dejansko drži. Je pa res, da včasih se je treba kar mal odklopiti od nekaterih stvari, ki nas pa delajo bolj nesrečne. In jaz sem recimo ugotovil, da v tem času recimo epidemije sem ene spletne portale preprosto odrezal, ker so me samo spravljale stvari v slabo voljo. In tudi na družbenih omrežjih sem nekaj ljudi, s katerimi sem prej več časa komuniciral, preprosto ugotovil, da mi jemljajo dobro voljo in njihove informacije, njihove teorije zarot in sem pač odrezal tisti del. Tako da se. Jaz bi vas mogoče še tukaj vprašal, kar se tiče sploh socialnih omrežij, ne? Pa te neke široke družbe, s katero smo obdani na socialnih omrežjih. Koliko dejansko te naše ideje o naši sreči sploh še ostane, ker nam večinoma ponujajo njihovo idejo, kaj njim predstavlja sreča, njim predstavlja neka popolnost, ne vem, ta najnovejši iPhone, AirPods, tako pa tako potovanje. Ne? Se pravi, zdaj se super omenili, kaj lahko mi naredimo, da najdemo notranjo srečo, ampak mogoče, a pri mladostnikih sploh še obstaja ta ideja svoje sreče, ali večinoma strmijo k nekim družbenim idealom, s katerim so obdani. Mogoče na kratko. Ja, jaz imam občutek, ko gledam, pa tudi, ko se spomnim svojih mlajših let, tista reč, ki je meni strašno pomagala, da lahko počnem v življenju te stvari, ki jih počnem, pa uživam pri stvarih, ki jih počnem, je bila ta, da se nikoli nisem pustil prav močno ukalupati. Ti kalupi, na eni strani en tak zelo močen kalup, seveda je šola. Šola v veliki meri usmerja, vas pač usmerja, ne glede na to, kakšne imate interese. Osnovna šola je enaka za vse, dobro, nekaj malega izbirnih predmetov, pol mogoče pol izberete tisto srednjo šolo, ki vam ustreza, ampak tudi tam je predmetnik vnaprej določen. In enostavno, dostikrat se mi zdi mlademu človeku ostane zelo malo časa za razvijati neke tiste svoje osebne interese, ki potem lahko pomenijo zelo pomemben vir tega, da se imam fajn, da sem zadovoljen in tako naprej. Ok, sej se da, imamo eni v športu, eni v kulturi, drugi v kakšnih drugih stvareh, umetnosti in tako dalje. To je ena stvar, se pravi, na eni strani malo ukaluplja človeka cel sistem, na drugi strani nas pa ukaluplja dejansko to, kar si omenil. Se pravi, ta družbena omrežja in v bistvu tisto, kar je v enem trenutku prevladujoča tudi tema v družbenih omrežjih. Pa še ena stvar se mi zdi, v bistvu ta ideja, da je sreča, zadovoljstvo nekaj, kar mora biti povezan z materialnimi dobrinami, v tem potrošniškem svetu tako močno iz vseh strani prežet, ta naš svet, da človek zelo hitro noter pade, in potem dejansko tisto svoje kratkotrajno zadovoljstvo najde v novem iPhonu, v novi majčki, v novih čevljih, v novi igrci. To so vse stvari, ki delujejo, seveda zelo hitro delujejo na dopamin v človekovi glavi. Sej dopamin je tisti hormon sreče, ki se sproži, ki se nekaj fajnega zgodi, ampak na dolgi rok je pa zanimiva reč, da pravzaprav daleč največ k tem občutkom sreče, tako kot sem že prej rekel, pa prinesejo odnosi. Absurd je pa ta, da zdaj zaradi družbenih omrežij, pa zaradi vsega tega v bistvu imamo pa manj časa za odnose z ljudmi okrog sebe, kar je po mojem en tak
en tak kar en mal začaran krog, ne. In je včasih kar dober izklopiti telefon, izklopiti računalnik, pa iti ven s prijatelji, razen seveda zdaj, ko to ne smemo početi, ne. Se mi zdi, da tale epidemija prav močno kaže, koliko smo pozabili, da so ljudje res pomembni za nas, pa pomembni za to, kako se počutimo, ne. Šele zdaj, vse podoben kot pri zdravju, ne. Ljudje šele takrat začnejo ceniti zdravje, ko zbolijo, ne. Imam občutek, da šele zdaj res cenimo te socialne odnose, ki smo na nek način ostali brez njih. Ja, se popolnoma strinjam, ker vem, da prej tudi jaz, na primer, nisem ravno cenila teh stvari, sem jih bolj jemala kot samoumevne. Torej ta normalni način življenja, ampak zdaj vem, da to vedno bolj tudi pogrešam in vedno bolj cenim in ugotavljam, kako zelo bi pravzaprav mogoče že lahko takrat to cenila. V tem odgovoru ste govorili tudi nekaj o hobijih in me zanima, naprimer, da imamo eno osebo, ki ima ogromno stvari, ves čas dela za nek cilj. Ne vem, lahko je to čez leto ali pa 5 let, ali pa mogoče več. In v eni točki preprosto postane vsega preveč. In pač to, kar ta oseba dela, hobi, šola, učenje, pa ne vem, naprimer, mogoče tudi tujega jezika, ne veseli več. In se potem zdi, da mogoče ni več smisla, ampak pač veš pa, da bi ti lahko to koristilo v prihodnosti. Je mogoče tukaj po vašem mnenju treba postaviti mejo in nekatere stvari pustiti, ali je treba vztrajati? Mogoče tako, kot ste še rekli, ne, od te kemije, da vam je prav prišla zdaj pri varjenju piva. A razmišljate tako, da je vsako znanje nekoč koristno in se probate vse naučiti, ali mogoče kaj treba spustiti, ne, tako, kot je rekla Lara, da ti je lažje? Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, glede kot predsednik strokovnega sveta za izobraževanje bi mogel reči, da je vsako znanje pomembno in vsaka reč, ki jo v šoli slišite, pomembna, ne? Ampak mislim, da bi vama šlo ob tem na smeh, ne? Ker mislim, da in učitelji, in profesori, in dijaki, učenci, ne, zelo jasno znate začutiti, katere stvari so pomembne, dejansko pomembne in katere so mogoče res na ravni nekih podatkov, za katere je pa vprašanje, a se jih je smiselno na pamet učiti, glede na to, da jih boste lahko kasneje v življenju, kadar jih boste rabili z enim klikom na telefon dobili, ne. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno pravzaprav samega sebe poslušati, ne. Včasih seveda je ena stvar, ki je zelo pomembna, in to je ena psihologinja, Angela Duckworth, pred kratkim, par let nazaj, ne, pisala o tem. Včasih smo mislili, da je uspeh človeka, sploh mladega človeka, odvisen predvsem od njegove bistrosti, inteligentnosti, ne. Psihologi so se ogromno ukvarjali s tem in to raziskovali. In ona je zelo jasno pokazala, da seveda ne, ampak da je pa še ena stvar, ki veliko bolj prispeva k temu, a bo nekdo lahko kasneje v karieri uspešen ali ne. To je pa ena stvar, ki je rekla predanost oziroma vztrajnost, ne. Dejansko ta zmožnost, da tudi takrat, ko stvari niso več prijetne, tudi takrat, ko ne paše več, preprosto pomaga, da postanemo boljši, ne. Praktično vsi vrhunski športniki vam bodo povedali, da so sicer uživali, ampak da včasih trening pa postane tudi muka, posebej takrat, ko je treba velikokrat eno in isto stvar ponoviti, ne, zato da postane recimo pri, ne vem, enemu slalomistu, da pride recimo v motoričen spomin, ne. Ampak to je tisto, kar nas dela vrhunske lahko potem enkrat, ne. Težava je samo v tem, da ko sem jaz bil mlad, niti približno nisem vedel, kaj bom rabil za to, da bom enkrat eno stvar počel, pa bil dober pri njej, ne. In zato je mogoče vseeno dobro včasih prisluhniti tistim nekoliko starejšim, ki so spisali programe šolske, spisali učne načrte, pa rekli, tele stvari je vseeno dobro imeti noter. Mogoče so s kakšno stvarjo pretiravali, pa kakšno stvar preveč dali noter, ampak nekatere stvari so pa le pomembne. Hkrati se mi zdi pa to, kar si omenila, Lara, pa tudi zelo pomembno, ne. Človek lahko pregori.
tudi mlad človek lahko pregori, izgori. Vsako leto v bistvu imamo v Sloveniji kar nekaj dijakov, ki v enem trenutku se jim zgodi, da je vsega skupaj preveč. Psihologi, moji kolegi, recimo na pediatrični kliniki, pravijo, da jim ni treba niti na koledar pogledati, pa točno vejo, kdaj so v šoli ocenjevalna obdobja, prvo pa ta drugo, zato ker prihajajo takrat dijaki z takšnimi pa takšnimi težavami. Včasih je dobro poslušati samega sebe, pa kakšno stvar pa tudi spustiti, če ocenimo, da je preveč. Tako da tukaj je po mojem fajn en tak kompromis najti sam pri sebi, pa čutiti, kdaj je česa preveč, hkrati pa ne odnehati v ta prvi situaciji, ko si rečem, zdaj mi pa tole ne paše, pa bi rajš nekaj drugega počel. Super, ne vem, ali sem odgovoril. Odlično ste odgovorili. Jaz bi vas pa vprašal tudi to, kako, se pravi, omenili ste te stvari, ki so nam pomembne, ali pa tudi te stvari, ki se jih moramo naučiti, pa nam niso ne pomembne, ne zanimive, ampak pa se jih moramo naučiti zaradi nekih višjih ciljev, se pravi ocene, ali pač pritiska, kaj šola izvaja. A imate mogoče kak tak nasvet, da nam lahko pomaga se te stvari naučiti? Se pravi, kako neke nezanimive stvari narediti zanimive, kako se motivirati za učenje nekih takih stvari, ki nas ne zanimajo. A lahko to naredimo? Po mojem, če bi to znal, bi bil blazen bogat človek, ker bi po celem svetu prodajal recept, kako to narediti. Pa najprej bi bil pa jezen sam na sebe, da sem to pogruntal še po 50 letih, ne pa takrat, ko sem bil v šoli. Ne, da se, marsikaj se da, ampak nekatere stvari so pa preprosto stvar drila. V šoli recimo, ne vem, poštevanka je stvar, ki se jo verjetno zelo težko naredi zabavno. Razen če prineseš v šolo zajce, pa otroci zajce štejo ali pa kakšno drugo živo žival. Tukaj po mojem najboljši odgovor najdete, če primerjate vaše učitelje, vaše profesorje, ki jih imate. Jaz mislim, da čisto vsak med nami ima izkušnjo recimo s profesorji, ki so znali narediti eno vsebino ali pa en predmet, ki se je zdel v večini nezanimiv, blazno zanimiv. Jaz sem imel tudi učitelje, ki so znali narediti matematiko blazno zanimivo. Imel sem recimo različne učitelje za fiziko, v 3 letih ali 4 letih, mislim, da smo imeli 4 leta fiziko takrat v gimnaziji oziroma v srednji šoli, smo imeli 3 učitelje za fiziko. Prvo leto je bilo grozno dolgočasno. Drugo leto smo dobili enega mladega profesorja, ko smo recimo delali gibanje, je prinesel zračno puško v šolo, pa eno veliko klado na nihalu in pol smo tisto zračno puško streljali v nihalo in smo v klado in smo merili in je bila cela fizika naenkrat blazno zanimiva. To zdaj ne pomeni, da začnite nositi zračno orodje v šole, ampak hočem to reči, zelo pomemben je tukaj je ključna stvar pravzaprav učitelj, po mojem. Če ima učitelj tisto veselje do svojega predmeta, do stvari, ki jih uči, pol zna to veselje pa zanimanje prenesti tudi na dijake. Težava je pravzaprav takrat, ko tega ni, ko stvari postanejo mogoče puste. Meni je pomagala na faksu samo ena reč, takrat, ko smo se pri kakšni taki snovi znašali, enostavno smo se s kolegi skupaj dobili pa skupaj predelovali. In je bilo učenje veliko lažje, veliko več smo odnesli od tega, kot če bi se vsak sam prebijal čez to. Drugače pa ne vem, če sem jaz ta najboljši naslov za nasvet o tem, kako se učiti, glede na to, da sem imel zmeraj skladovnico stripov pod svojo knjigo, ko sta bila starša prepričana, da se učim. In da sem vedno vsako stvar, ki je bila za narediti, odlašal do ta zadnjega dneva. Tako da, če lahko dam 2 nasveta, recimo, ne imeti skladovnice stripov pod učbenikom, ali pa če že imejte vsaj res dobre, pa drug nasvet, ampak ta pa res od srca, ne odlašati do zadnjega dneva, zato ker je preveč stresen. Hvala. Hvala, se popolnoma strinjam, sem tudi na svoji koži že ugotovila, pravzaprav večkrat vedno znova ugotavljam, to, da res ne odlašati s stvarmi do zadnjega dneva. Pa mogoče tudi to, danes niso stripi, ampak je pa telefona, Ja. Nažalost.
Ja. Sedaj pa me tudi zanima mogoče, a se lahko človek nauči nadzorovati svoje misli, da lahko nekatere negativne stvari odmislimo in se posvetimo nekim drugim, ki jih rabimo v tistem trenutku, naprimer, ko pišemo test, ali pa se preprosto moramo iti učiti? Super vprašanje. Da se, ne. Ena reč, ki jo vemo, je ta, da so naši možgani blazno zapleten organ, ne. Ampak druga reč, ki jo vemo psihologi, na srečo, obstaja en trik, ne, naši možgani delujejo tudi zelo preprosto, ne. Če ste kdaj slišali, da so naši možgani več opravilni, to ne drži. Naši možgani so tako narejeni, da pravzaprav lahko naenkrat res močno fokusirano samo eno stvar počnejo. Zdaj ne vem, a vidva smučata? No, če kdor smuča, zelo dobro ve, ne, ko prideš na vrh ene črne proge, recimo, ne, imaš lahko cel kup enih črnih misli, pa razmišljaš, kaj se ti je včeraj zgodilo v šoli, pa si jezen na učitelja, si jezen na starše, si jezen na sošolce, karkoli, ampak ko se spustiš po črni progi dol, sta samo dve možnosti. A boš še vedno razmišljal o teh stvareh, ki te motijo, pa končal v ta prvi ali pa ta drugi smreki. Ampak to se ne zgodi, ker so naši možgani tako narejeni, da se tisti trenutek naravnajo na tisto stvar, ki je bolj pomembna. Bolj pomembna za to, da ne končamo v smreki, je gledati pred sebe teren, pa vijugati med kucli, ne. Se pravi, naše možgane dejansko lahko nafintiramo v tem smislu, da jih tudi treniramo za bolj pozitivne reči. Ena taka recimo vaja, ki jo je izumil ta Martin Seligman, ki sem ga že omenil, je čisto preprosta, ne. Recimo zvečer, preden greš spat, se poskušaš spomniti 3 pozitivnih, dobrih stvari, ki so se ti zgodile tisti dan, pa jih podoživeti v glavi. Ne vem, slišal si enega ptiča, ampak ne sem spomnil se, slišal sem ptiča, ampak spomnil se v bistvu, kaj se je dogajalo takrat, s kom sem bil, a se je še kaj dogajalo, kaj sem slišal zraven, tako čim bolj podoživeti. Ne. To ne dela takoj ta prvi dan, ne. Ampak ljudje, ki delajo to nekaj časa, potem zelo hitro ugotovijo, da tudi če imajo popoldne, preden grejo spat, kakšne cel kup enih stvari, pa so obremenjeni, pa tako naprej, ugotovijo, da pol lažje zaspiš, hitrejš zaspiš, boljš spiš, skratka, manj te mučijo te recimo neprijetne misli, ne. Se pravi, da se možgane na tak zelo preprost način nahecati, ne. Potem je pa cel kup takih tudi preprostih vaj, ne. Lara, ti si vprašala, če se da recimo med testom, ne. To je ena recimo situacija, ki se zelo velikokrat dogaja, tisto, da zatrukiraš med testom ali pa da te stres daje, ne. Zdajle je sezona smučarskih skokov, ne. Vi ste mogoče malo mlajši, pa se mogoče ne spomnite, ne, ampak Primož Peterka je bil en tak šampion skakaln slovenski, ne. In ena zanimiva reč je bila takrat, ko je on skakal, ne. Vsakič, ko je prišel gor na tisto desko, s katere se odženejo, naredil eno stvar. Usedel se je, pa 2-krat se je takole tap po kolenih tapknil, ne. Nekateri ljudje so mislili, da je to nek njegov signal za srečo. V bistvu je bila pa druga stvar, ne. Z enim športnim psihologom, Matejem Tušakom, sta ona 2 dolg časa delala na sproščanju, na avtogenem treningu, ampak ta prvič to traja dolg časa, sproščanje, ne. Če si predstavljate, ko greš ti na skok, ne, moraš biti optimalno razpoložen, ne smeš razmišljati o tem, a si pustil doma kaj na štedilniku, ne smeš razmišljati o tem, kaj boš zvečer rekel punci, ki ti je všeč, ali pa fantu, ki ti je všeč. Enostavno moraš odmisliti vse skupaj, pa biti res fokusiran sam na skok, ne. In ona dva sta to delala, da v bistvu sta prek avtogenega treninga odmislila vse ostalo, skoncentrirati se samo na tukaj pa zdaj, ne. Potem se je to krajšalo in na koncu sta dosegla to, da se je on sam tam 2-krat tapknil po kolenih in so njegovi možgani avtomatično preklopili v tisto optimalno stanje, ne. To se ne da kar tako narediti, da bi sami to poskušali doma delati, ne. Ampak to so take vaje, recimo, ki jih pa lahko najdete, zelo preproste, recimo vaje čuječnosti so takšne vaje, ki pomagajo recimo se sprostiti. Včasih pomaga čisto preprosto globoko dihanje, ne, se pravi dihati s prepono, ker že to zniža nivo kortizola pa stresa.
Tako da nekaj takih trikov je, ki jih absolutno lahko naredite, pa vam bo lažje, ne? Oziroma tudi nasploh velja to za vse dijake. Ok, super. Jaz sem vas še hotel vprašati, pa se malo bolj nazaj navezuje. Pogledi ljudi na svet, ne, se pravi, mogoče ta naš mindset, ki pač gledamo s projektom v leto 2050, ne? Kakšen mindset, pogled na svet mogoče imajo uspešni ljudje, v smislu, kako gledajo na situacije, s katerimi se srečujejo, ne? Recimo, kako Elon Musk ali pa kdorkoli uspešen gleda na to, kam mu prinesejo poročilo, kaj vse je bilo narobe, kaj vse se še lahko narobe zgodi. Ena od najbolj pomembnih reči, po mojem, v svetu, že zdaj, ne, pa vedno bolj bo ta zmožnost malo pogledati ven iz škatle, out of the box, ne, ker vsi ti, ki si jih omenil, recimo Elon Musk, pa kdo drug, recimo, ne, so ljudje, ki so v določenem trenutku videli isto stvar, kot jo vidijo drugi, ampak jo videli mogoče na drugačen način ali pa z drugega zornega kota, ne. Zato sem jaz zelo kritičen, to je ena od stvari, zaradi katerih sem v bistvu najbolj kritičen do šolskega sistema, ne, ker šolski sistem je vedno tako naravnan, da te pripelje do enega pravilnega rezultata, ne. V bistvu svet je pa blazno kaotičen, blazno pester je, in običajno tisti en prav odgovor, ne, tako kot ga imate v šoli na testu, ne, mogoče ni tisti, ki je najbolj optimalen, ne, ampak če smo zelo navajeni razmišljati na en način, iskati rešitve problema na en sam način, potem se nam hitro zgodi, da drugih stvari ne vidimo, ne. Tako da ena od stvari, ki je po mojem ena od ključnih kompetenc za mladega človeka, da bo lahko uspešen, pa da bo prispeval ne samo uspešen v življenju, pa v karieri, ampak da bo recimo tudi nekaj prispeval k svetu, je po mojem sigurno ta ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost konvergentnega razmišljanja, iskati različne rešitve, videti stvari na različne načine. Jaz bi si blazno želel, da bi v šolskem sistemu tudi veliko bolj to spodbujali, kot danes spodbujamo, ne. Včasih se mi zdi prav grozen, ko vidim, da v bistvu v prvi razred osnovne šole pridejo otroci, ki so blazno radovedni, blazno ustvarjalni, ne, pol pa na koncu do 9. razreda si ne upajo več niti vprašanja postaviti, ker jih je strah, da je vprašanje napačno ali pa da bo neumno ali pa kakorkoli drugega, ne. Ljudje, ki so uspešni, vejo, da v bistvu ni neumnih vprašanj, ne. V bistvu vsako vprašanje je smiselno, ne. Okay. Mogoče je kakšno res včasih tudi zelo trapasto, ampak pustimo to. Tako, razmišljanje izven okvirov, no. To se mi zdi ena taka blazno pomembna reč. In tako, kot sem rekel, no, jaz bi si želel, da bi tukaj pa tudi znotraj šolskega sistema bilo veliko več tega, da bi se to pri vas spodbujali, oziroma da bi vam dajali čim več možnosti, ne vem, reševati različne izzive, različne probleme, problemske naloge, sodelovati skupaj z glave stikati, reševati probleme na različne načine. En tak zanimiv test, ki so ga delali pred leti nazaj, to je pa v enem takem dobrem predavanju spletnem, v enem TED-talku govoril Sir Ken Robinson, ki je letos nažalost umrl. On je govoril o enem preprostem poskusu, ki so ga delali pri otrocih, ne. In sicer je naloga je zelo simpel. Na koliko različnih načinov lahko uporabimo sponko za papir, ne? In to nalogo so dali otrokom v vrtcu za reševati. Potem so imeli pa kriterij nekako tako, da človek, ki je več kot 20, mislim, da več kot 20 načinov za sponko uporabiti našel, ne, so ga razglasili za ustvarjalnega genija, ne. V glavnem, v vrtcu so bili skoraj vsi otroci ustvarjalni geniji. Pol so 5 let starejše otroke, sem dali isto nalogo, ne. Jih je bilo samo še polovica ustvarjalnih genijev. Pol so dali isto nalogo mladostnikom, ne, je bila številka še nižja. Pol so dali isto nalogo odraslim in je bil delež tistih, ki so našli veliko različnih načinov, kako uporabiti sponko za papir, blazno majhen. Se pravi, ta ustvarjalnost, inovativnost, kreativnost, v bistvu, ki je v majhnem otroku, ki se igra z Lego kockami, pa lahko iz Lego kock naredi čisto karkoli si zamisli,
še ful prisotna, se pol s časoma nekako izgubi. In jaz bi si res želel, da bi bil šolski sistem tako naravnan, da to čim bolj ohranja, da čim bolj spodbuja, da imate čim več možnosti razmišljati, ne samo znotraj, prej smo omenjali ta kalup, ampak tako, narazen, na širok. Najlepša vam hvala, da ste bili naš gost. Jaz mislim, da je bilo zelo zanimivo tudi meni. Hvala vsem, ki ste ostali z nami do konca, da ste pogledali intervju in se vidimo prihodnji teden, ne? Če lahko še jaz samo nekaj dodam, meni je bilo tudi zelo zanimivo in mogoče, če imate še kakšno zaključno misel za na konec. Absolutno imam eno misel za na konc, ne. Oziroma dve imam, če si lahko privoščim. Ena je ta, vidva sta zdaj v šoli, tako kot so vsi vajni vrstniki zdaj v šoli, sicer nadaljavo, ne. Ena stvar, ki mene najbolj moti v šolskih sistemih, pa ne samo v našem, po celem svetu, ne, so šolski sistemi v zadnjih 100 letih se nekako usmerili samo v to, da delajo, pa se ukvarjajo s človekovo glavo, z razumom, z znanjem. In šele zdaj, ko se je ta epidemija zgodila, smo v bistvu, nekateri smo o tem govorili zelo na glas že prej, ampak zdaj pravzaprav se šele vidi, koliko so pomembne vse ostale stvari, koliko je pomembno druženje, koliko je pomemben ta socialni vidik, koliko je pomembna čustvena inteligentnost, koliko je pomemben nek optimizem, nek odnos do sveta. In jaz mislim, da v prihodnosti bi veljalo to odnesti s sabo, pa vgraditi v šolske sisteme tudi v to smer, da bi se veliko več ukvarjali z vsem tudi z vsem ostalim. Ja, seveda z znanjem, ampak tudi z vsem ostalim, kar je mlad človek. Zato, da na koncu, ker se mi zdi, da ni pomembno samo, kaj zna človek, ko pride do mature, ali pa ko konča fakulteto, ampak tudi kakšen človek je, kakšen je kot oseba, kaj nese s sabo naprej v svet, kaj dobi v teh letih. To je ena stvar, ki se mi zdi recimo takšna pomembna, ne. Druga reč, no, ki se mi pa zdi zelo pomembna, je pa ta bi jo pa res rad rekel, no, si želim, da ostanete čim bolj radovedni, da ostanete čim bolj ustvarjalni, da čim bolj razmišljate izven okvirov, tudi takrat, ko vas kdo mogoče poskuša v kalupe noter spraviti, da se ne date čisto takoj. Pa mogoče, ne vem, tako razmišljam, tako kratkoročno, no, si pa res želim, da bi posebej za vas, da bi se tale korona kriza čim prej končala, zato da bi končno lahko spet normalno šli s svojim prijateljem, se dobili, se objeli, se pozdravili, šli plesati ali pa počeli vse druge normalne stvari, ki jih najstniki na tem svetu morajo početi in smo jih mi počeli v vaših letih, pa zdaj rajš ne bom povedal vsega, da ne povem da ne bo preveč sočnega, ampak to vam pa res želim, no. Čim prej eno tako tisto pravo srednješolsko življenje, ker se mi zdi, ko gledam jaz nazaj, da so bila v bistvu srednješolska leta tista najbolj dinamična, najbolj zabavna leta in vam želim, da jih maksimalno lahko izkoriste, ne pa samo takole po Zoomih pa nadaljavo.